Ja. Viš, to smo dobro. Legalizacija in uporaba marihuane. Joj, kako je to? Ti že prvič poziv zbogel? Ne. Jaz pa. Jaz že par let nisem. Na srednji šoli sem se nazadnje. Dobro, teorema. Legalizacija in uporaba marihuane. Zdaj na vse splošno, verjetno sem možno, kak si ti, ne vem. Jaz nimam na toti marihuane pa tega. Aha. Kaj slabe izkušnje ali poznaš ljudje, ko so? Poznam ljudi, ki so to jemali. So? Te pa so zdaj nehali? Ja, ti so bili verjetno odvisni od tega, ali kako? Ja. Delno odvisni, ja. Mislim, vse jaz tudi poznam kar nekaj jih, ampak ne vem, ne smatram v bistvu marihuano kot nekaj, kaj si lahko, mislim, ja, lahko si od nje odvisen, ampak je zame marihuana tudi nekaj, kaj lahko v bistvu zelo pomaga nekomu, ker uporablja se ful dostikrat za medicinske namene. Poznam ljudi tudi, ko so se izvlečki marihuane zdravili za rakom. To, kaj se pa delajo eni, ko pa to uporabljajo pač da se zadaneš, pa da, ne vem, pozabiš vse okoli, to se pa meni ne zdi pravilno, ampak sem pa definitivno mnenja, da bi se pa mogla legalizirati. Ne, zdaj v tem smislu vem, da imaš pač ti slabe izkušnje s tem oziroma tvojih prijateljev, ampak ne zdaj Niti niso bili moji prijatelji. Pač poznam enih par, ko to še zdaj jemljajo. Ja, ampak mislim, jaz sem mnenja, da se definitivno tudi da izkorišča v pač nepotrebne namene, ampak vem pa, da je, mislim, sem mnenja, pa vem ja, da pa je dosti koristi. Ker je bilo, včasih je bilo, zdaj če se ne motim, so predelovali marihuano, je bila včasih v nekaj letih tudi, je bila legalna in so ful dobivali, kako jaz vem, tudi je bil zelo poceni material za izdelavo oblačil, naprimer, in dosti takih stvari je pač, ko bi se stroški, naprimer, znižali ali pa kaj takega, če bi se marihuana legalizirala. Kaj se tiče seveda tudi medicinskega vidika, samo to žal ne vem vsega, poznam dosti ljudi, ki se s tem bavijo, ko tudi zdravijo z marihuano, ampak ne se pa tako specifično spoznam na to. Ampak vem, jaz sem gledala, ne vem, otroci, ki so imeli pač v bistvu tudi posnetki, ko so na Facebooku dostikrat, vem, da je, pa zdaj pred kratkim, je en oče objavil, ko je njegov sin trpel za ne vem katero, ne spomnim se katero bolezni, ampak je bil tak, da je imel stalno bolečine in je v bistvu 22 tablet na dan je mogel jemati. Moj oče predpisal, zdravniki so mu predpisali in v bistvu mu ni nič pomagalo. Pa je šel nekako zvedel pač v bistvu za, mislim, smolo, konopljino smolo in je to začel davati otroku in je v bistvu bil otrok čisto brez bolečin, pa normalno je živel, mislim, normalno, pač tako, da ga ni bolelo, lahko se je tudi normalno igral in ja, meni se zdi, da ful se, kaj se tiče pač tega, da se ful tudi zakriva pozitivne lastnosti marihuane. Ali konoplje. Mislim, konoplje. Ja, mislim. Ne ubijajo, ko povem. Zaradi trave še v bistvu ni bilo enega smrtnega primera. V tem smislu, da bi se nekdo predoziral, pa je mrtev zaradi tega. Vedno reče, mislim, ja. Ni še bilo? Ne. Da bi direktno bilo to, mogoče v kakšni povezavi, da je kateri bil zadet, pa je imel kako nesrečo, to se je verjetno že zgodilo, čeprav ne, ampak da bi pa se nekdo predoziral zaradi marihuane, to pa še ne. Je pa, ker je pa zanimivo, ne, naprimer, to je prepovedano, alkohol je pa češ droga, ko pa je dovoljena, ko pa je legalna. To se tako v bistvu po mojem pojmu gre tudi za dobiček, več ali manj.
Če bi vsak imel v bistvu pravico doma travo gojiti, pa glede tega, kakšne Vsak, ja. ja, in glede tega, kakšne bolezni oziroma kakšne, ja, se v bistvu lahko pozdraviš ali pa si lajšaš. Že tudi tako gledano bi imela farmacija zgube. Ker poznam na primer človeka, ko se ful bavi, zdaj upam, da lahko, ne vem, če lahko ime povem, samo verjetno. Jaka Bitenc je zelo znan, on je na primer, sem ga spoznala na Živi knjižnici, on je na primer ima diabetik je, pa se zdaj ne točno spomnim, katerega tipa, tip 2 ali kak, in je prej včasih ne vem koliko injekcij mogel, pač teh insulinskih injekcij je mogel jemati. Zdaj, odkar je pa v bistvu se zdravil z marihuano, pa je ful se je pa znižala uporaba injekcij, no. In zdaj vem, da je zelo zagovornik tega, da se marihuana legalizira. Ja, in pomaga, in pa... Ja, saj, mislim, poznam tudi taki primer, vem, da je se enkrat ena z mano pogovarjala, pa je sama rekla na nek način, da je odvisna in jaz to, eni pravijo, češ, da ne moreš biti odvisen od marihuane, samo meni se zdi, da si lahko, oziroma po mojem mnenju si lahko od na nek način vsega odvisen, lahko si od alkohola, lahko si od trave, Lahko si od vsega, ja. če kaki razlog pri tebi, da ne vem, ne moreš brez tistega živeti, že tako pomeni. Imam razloge, ja. Ja. Včasih ne morem brez računalnika. In še Facebook odvisnost, na primer. Ja, niti nisem, da. Ne, tako nasploh sem, na primer, ja, to so še odvisnosti, ko od teh socialnih omrežij pa tako. Kaj si pa ti odvisen pri računalniku? Od igric. Od te miselnost dela, oziroma možganje. Ja, marihuana. Glavnem, ja, sem za legalizacijo marihuane, samo nisem pa za to, da bi pa jo nekdo izkoriščal v te namene, pač slabe namene. Oziroma, to bi lahko rekla nekomu tudi, zdaj češ se lahko o alkoholu, bi se lahko pogovarjala, kaj se tega tiče, če vsak pri sebi ne ve, ki mu je mnenja. Ja, zvem, ja.